Pri monitorju smo na preizkus dobili novega Applovega iPada Pro. To je nova tablica, ki prinaša tudi novo velikost zaslona. Konkretno ima tale 10,5 palčni oziroma inčni zaslon. Zdaj, večina navadnih iPadov oziroma pač iPad Air recimo ali pa Air 2 ima manjši 9,7 palčni zaslon. Zdaj, razlika je dosti majhna, govorimo o manj kot enem palcu. Je pa res, da kljub tej razliki je ohišje ostalo skoraj enako veliko. Namreč, če primerjam tele dve tablice, je razlika med njima, vsaj v fizični velikosti ohišja, zelo majhno, kljub temu, da je pač nova tablica dobila slab palc večji zaslon. V praksi to pomeni, da je v bistvu nova tablica ima nekoliko manjše robove na vseh 4 stranicah. Zdaj, ta oznaka Pro pomeni, da ima vgrajen res izredno zmogljiv procesor, zmogljivejši od recimo tistega, ki je v navadnem iPadu. Hkrati ima tudi več pomnilnika. Ena zelo zanimiva taka novost oziroma dodatek je pa tudi tale vmesnik na spodnji strani, na katerega lahko priključimo kakšne dodatke. Predvsem je to namenjeno uporabi tipkovnic oziroma ohišij, v katere so integrirane tipkovnice. Ob tablici smo namreč na test dobili tudi Appleov takle pokrov. To je pokrov, ki se na tablico zapne s pomočjo razmeroma močnega magnetka in se pol odpre z tipkovnico, tako da lahko iz tablice naredimo neke vrste prenosnika. Tole se takole zapne in imamo pred sabo prenosnik, na katerega lahko zdaj tipkamo, in pravzaprav je prednost v tem, da nam tudi tipkovnica, za razliko od tiste digitalne, ki smo pač vajeni z iPada, nam sedaj ne prekrije več velikega dela zaslona. Imamo pač fizični tipkovnik. Zdaj, nova tablica s tole tipkovnico in tudi z bistveno večjo zmogljivostjo od do zdaj postane še boljša za resnejše delo. Se pravi, s to tipkovnico lahko še lažje pač tipkamo, pišemo e-maile, karkoli. Še več bo pa v bistvu, še več potenciala se bo pa odklenilo šele s prihodom iOS 11. Tega pričakujemo letos jeseni in bo prinesel kar nekaj novosti, s katerimi bojo iPadi, sploh pa te profesionalni iPadi, se pravi iPad Pro, bodisi ta 10,5 palčni ali pa še tisti večji, ki smo ga že preizkusili, bo še nekoliko resnejši konkurent prenosnikom. iOS 11 bo predvsem prinesel datoteko oziroma dostop do datotečnega sistema. To bo v obliki programa Files oziroma aplikacije Files. To bo neke vrste, tako kot Finder recimo na macOS-u, v bistvu iskalnik in brskalnik po datotekah na tablici. Do zdaj namreč nismo imeli resnega dostopa do datotečnega sistema, se pravi, smo datoteke vedno shranili v določeno aplikacijo. Po novem, se pravi, s prihodom iOS 11 pa bomo dejansko imeli bistveno več možnosti za upravljanje z datotekami. Razen tega, da gre za bistveno zmogljivejšo tablico, tale novi iPad ne prinese bistvenih novosti. Kot rečeno, jih računamo, da bo za iOS 11 postal še nekoliko zmogljivejši. Moramo pa reči, da smo načeloma z njim zadovoljni, dela res hiter, tudi kakovost izdelave je odlična. Ena stvar, ki nas je pa zmotila, je pa tale fotoaparat oziroma objektiv od fotoaparata, ki prav občutno štrli iz ohišja, kar si mislimo, da bi znali s časom spraskati kakšno mizo, ko pač ga premikamo po njej. Namreč ta rob je bistveno ostrejši kot recimo rob na novih telefonih, ki imajo sicer tudi takole izboklino, recimo iPhone 7. Kaj več o novi tablici oziroma o iPadovem novem iPad Pro 10,5 palčnem, pa seveda kot vedno v reviji Monitor.